Prvič v zgodovini slovenskih volitev je volilna udeležba padla pod 50%, kjer pojavlja se to vprašanje legitimnosti volitev, ampak preden se začnemo to vprašanje, je pomembno treba vedeti, da v demokraciji, čar demokracije je ravno to, da ima posameznik, tako kot ima posameznik pravico voliti kateregakoli od kandidatov, katerikoli politično opcijo, ima tudi pravico ne iti voliti. In zato je tu mogoče ta vprašanje legitimnosti volitev v drugem planu, in kakršenkoli že razlog vsak posameznik ima. Tisto, kar je tu zaskrbljujoče, je trend, ki ga to nakazuje. In to je, očitno so te zadnje peripetije, to so referendumi, padec vlade, predčasne volitve, mešetarjenje po volitvah, zdaj še varčevalni ukrepi, tako načeli zaupanje ljudi, da ti preprosto ne zaupajo nobeni politični opciji več. Levi, desni, zgornji, spodnji, zeleni, rožnati, katerikoli. In s tem pa se načenja, v bistvu že tako javnomnenjske ankete nakazujejo na žrtje zaupanja v demokratične institucije, ne govorimo samo o političnih strankah, govorimo tudi ponovno tudi o bankah, Banki Slovenije, Evro, Evropske unije, nasplošno ne zaupajo ljudje, ne zaupajo nikomur več. In to je pa problem za demokracijo. Zato, ker če se v demokraciji nesoglasja, vprašanja, različne dileme ne rešujejo na volitvah, se rešujejo na ulici. Jaz osebno v drugem krogu pričakujem večjo volilno udeležbo. Ne zato, ker se bodo ljudje premislili, ampak zaradi tega, ker pričakujem, da se bo določeno volilno telo dodatno angažiralo, mogoče tisto volilno telo, ki je tokrat izbiro prepustilo drugim.